Danes je pa kulturni praznik in prav kulturno je, da gremo na en tak lep tek. V petek dopoldne je pa prav fajn iti na tek. Priporočam. To je čisti užitek. Tan. Živahne noge. Čvrst trup. Roke dela. Med koreninami. Tek po gozdu je božanski. Zdaj bomo pa zavili na vrh Golovca, kajti Golovc je hrib, ki je včasih bil gol. Zato je pa ima tako ime. In vrh Golovca je tukaj. Evo, smo na vrhu Golovca, ki je visok 450 metrov, imenuje pa se Mazovnik in zdaj se bomo mi malo pomazili. Tek med koreninami je super, zato ker je korak med koreninami bolj živahen, delamo krajše korakce, krajši čas smo na tleh in sploh naš tek je manj lenaben. Na tak način je v bistvu tudi dober teč po asfaltu. No, takrat moramo bolj misliti na to. Pridi na tekaško delavnico, te bom naučil nekaj o tem. Tek med koreninami zmanjša lenobnost našega teka. Zaradi tega je v bistvu tudi večini ljudi bolj prijetno teči po razgibanem terenu. Čeprav bi v bistvu lahko bilo enako prijetno tudi po asfaltu, vsaj kar se tiče obremenitev na naše telo. Tako da razlog, da nekoga boli koleno, ker ko teče po asfaltu, moramo iskati v načinu teka, ne v asfaltu samem. Kajti asfalt nas udari toliko, ker mi udarimo njega. Če pa tečemo na čvrst, elastičen način, manj udarjamo asfalt in tečemo bolj lahkotno. Kulturni trening se zaključuje, malo smo kultivirali naš tek, tudi smo se samo disciplinirali, kajti vsak dan človek rabi neke discipline in s takim tekom se discipliniraš. Tako kot je Prešeren znal disciplinirati svoje besede, ki jih je napisal na list papirja, s katerim je delal rime in ritem, tako tudi mi iščemo disciplino, kajti z disciplino je vse bolj v rimi, vse bolj tekoče, ujemajoče. Skočim še po čaj, ki ga je Jasmina skuhala, da se malo še podružimo ob toplem čaju, potem pa gremo naprej novim zmagam naproti.